Živjo, ol tukaj, vi gledate Mata na easy. Jaz tukaj razdelam mato na najbolj easy način. Prejle v live streamu, ko sem prišel do tega primera, sem ga rešil, rečemo, da ja, ni bil niti približno v redu. Zato, ker vam nisem niti enega postopka napisal ali pa povedal. In če bi jaz tak primer pač dobil rešen brez postopka, bi se sprašal, kaj sem kaj spregledal, zakaj, kako si dobil to številko, pa tako, nočem, da se to vam zgodi. Zato bom zdajle ta primer še enkrat šel z vsemi postopki, vse pravilno, tipi-topi, tako kar rab biti, zato, ker snemam, ker ni več v živo, na srečo. Ful sem bil nervozen drugače prejle. In tukajle si poglejmo, kakšen primer to je, ne. Torej imamo A in B in tile se držite za tale znak za pravokotno, ne. In tukajle, ker se držite tega znaka za pač pravokotnost, ne, sta to dvoje kateti. In zato, ker je ta in najdaljša in pač, ker je nasproti tega znaka za pravokotnost, je to hipotenuza, se spomnite? Hipo, a ne? Če si še niste, si lahko gledate ta livestream. Tako smešen je bil, edino na koncu tole ni bilo v redu. Ampak pustimo zdaj to. Torej, vidimo, da imamo pač dolžino tele stranice A in imamo dolžino stranice C, a ne. Tale stranica B pa nimamo dolžine in to je naša neznanka. Zdajle bomo s pomočjo Pitagorovega izreka ugotovili, kakšna je dolžina stranice B. Najprej se to lotimo tako, da napišemo A na kvadrat plus B na kvadrat je enako C na kvadrat. In zdaj gremo to v novo vrstico in pač pogledamo, katere podatke imamo. To je formula pač za Pitagorov izrek, a ne. A na kvadrat plus B na kvadrat, kateti, a ne, je enako C na kvadrat. Hipotenuza. Zdaj vedno rekel hipotenuza, a ne. Pa poglejmo, imamo stranico A, torej napišem 5 na kvadrat plus, nimamo stranice B, ne, torej dam še vedno B na kvadrat, je enako, in tukaj imam še C, torej dam, pač imam 13, a ne, na kvadrat. In gremo v naslednjo vrstico in potem 5 na kvadrat, vsi vemo, da je 25, a ne, in tudi napišem 25 plus B na kvadrat, ker še vedno pač nimam dolžine od B. Potem pa damo, je enako in 13 na kvadrat je pa 169. In tudi napišem 169. In zdaj pa nas zanima B. In pač to smo tako naredili. Torej vemo, da 25 plus B na 2 je enako 169. Torej logično, da 169 minus 25 je B na kvadrat, a ne. Torej, ja, oziroma C na kvadrat minus A na kvadrat je enako B na kvadrat. In tudi napišemo tukajle, B na kvadrat je enako C na kvadrat minus A na kvadrat. In damo tukajle B na kvadrat je enako, torej C na kvadrat vemo, da je 169, kar smo že izračunali, minus 25. Torej, B je enako 144 in potem tukaj ne damo B na kvadrat, zato ker pa 144 je že B na kvadrat, ne. Sam nas pa zanima nekvadrirana pač verzija B-ja. In kako bomo dobili nekvadrirano verzijo B-ja? Pa bomo korenili, ne. In damo tudi 144 pod korenski znak. Torej, koreno 144. Je enako in koreno 144, vsi vemo, da je 12. Evo. In B je torej enako 12 metrov. In evo, zdaj smo pa s pravilnimi in korektnimi postopki izračunali tale primer. A, B in C imamo zdaj vse podatke. Ampak v glavnem, to je to. Še preden grem, se ram zahvaliti Gregatu za svoje znanje. On mi ful pomaga s tem, da ne povem preveč neumnosti, mi da tudi kakšne zanimive in zabavne informacije, da so teli Mata na easy videi smešni in energetični, a ne? In na easy.
Ampak to je to. Upam, da vam je bil ta filmček všeč. Če vam je bil, ga mogoče všečkite. In mogoče se noče na YouTube kanal Matane Easy. Mogoče si ogledajte še pač prejle, ko sem imel live streama, ne. Ampak to je to. Upam, da se še kdaj drugič vidimo. Čau!